pa bi rad v naših vrstah pozdravil vse vas seveda, člane, ki ste prišli, ste z tega dogodka udeležili in pa naše današnje goste. Med njimi je major Bojan Šopet, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, drugače pa predsednik tudi Trbovljah in prvič v Kopru danes, tako da dobrodošli. Predstavnik Slovenske vojske 430. mornariškega diviziona Mladen Jurič pa Puščak, dobrodošli mladen. Predsednik veteranov Zveze veteranov vojske Slovenije, Slovenska Istra, območnega združenja major Valter Viler. Naša sosednja občina, oziroma Kraška pokrajina, predsednik Biro Stotnik iz Sežane. Pa predstavniki, vem, da je več predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote in obeja, tukaj je Bertok, pa gospod Butinar, pa Čuček, tako da vsem dobrodošlica in dobrodošli tukaj. Je zastopam predsednika. Odlično, evo, hvala, dobrodošli še enkrat. Predlagam, da opravimo mi, tako kot vsa leta do sedaj, odkar imamo ta nov pravilnik oziroma statut, da se poslužimo 5. točke, to je podelitev priznanj ZSČ. Spoštovani člani združenja, spoštovani gostje in ostali prisotni. Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je na podlagi predlogov članic Zveze na svoji 27. redni seji dne 17.12.2024 odločilo o podelitvi priznanj posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali k izvedbi programov in prepoznavnosti ZSČ v slovenski družbi. Predsedstvo je tako soglasno odločilo tudi o predlogih, ki jih je poslalo občinsko združenje Zveze slovenskih častnikov Koper. Na ta način bomo izrazili zahvalo posameznikom in organizaciji za njihov prispevek k naši uspešnosti in prepoznavnosti. Kot je bilo rečeno, bo priznanja podelil major Bojan Šoper, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, pomagal mu bo pa major Bojan Starc, predsednik občinskega združenja slovenskih častnikov Koper in hkrati tudi član predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Tako da predlagam, da preidemo k podelitvi priznanj. Pričnemo z pisnim priznanjem Zveze slovenskih častnikov. In sicer pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov prejme vodnik Delgi Jerman. Aktivno se vključuje pri pripravi slikovnega in filmskega gradiva posameznih dogodkov za objavo na spletni strani ZSČ. Darko Frančeškin je aktiven dolgoletni član našega združenja in predstavnik v občinski konferenci Zveze slovenskih častnikov Koper. Za njegovo dosedanje delo pri izvajanju aktivnosti združenja se gospodu Darku Frančeškinu podeli bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov. Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme stotnik Miljan Humar. Miljan Humar je dolgoletni član našega združenja. V zadnjem času se aktivno vključuje na področju vojaško-strokovnega delovanja in pri sodelovanju ob obeležitvah pomembnih dogodkov iz polpretekle zgodovine. Srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme stotnik Ernest Žerjav. Ernest Žerjav je dolgoleten in aktiven član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. S svojimi izkušnjami veliko prispeva k uveljavljanju častniške organizacije. Redno se udeležuje akcij, ki jih organizira občinsko združenje slovenskih častnikov Koper. Srebrno medaljo ZSČ prejme štabni vodnik Dragomil Žerjav. Dragomil Žerjav je dolgoleten in izredno aktiven član občinskega združenja. S svojimi izkušnjami in delom veliko prispeva k uveljavljanju častniške organizacije. In prehajamo na podelitev zlate medalje Zveze slovenskih častnikov. Zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme štabni vodnik Jože Kravanja. Jože Kravanja je dolgoletni in izredno aktiven član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Vedno je prisoten in aktiven pri vseh dejavnostih občinskega združenja in uspešen pri izvajanju nalog, ki mu jih je leta naložila. Več mandatov je bil član Komisije za finančni nadzor Zveze slovenskih častnikov in več mandatov član predsedstva občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Ne morem iti mimo tega, kar se dogaja na globalnem strateškem terenu ali pa na območju. Veste, kaj se dogaja v Ukrajini, kaj se dogaja v zadnje čase. Kaj to pomeni, ali pa kaj pomeni tudi za Slovenijo, če se nekdo, ki silo dovzame določena območja, nagradi
da se ga ne kaznuje in da se lahko spremeni tisti mednarodni red in pravila, ki so veljala druge svetovne vojne. Lani jeseni v okviru države je bila za vse subjekte obrambnega sistema velika vaja kriznega upravljanja Odpornost 24. Jaz sem bil deležen, ker sem pač zaposlen minister za obrambo te vaje, mogoče še kdo od vas. Ta vaja je prvič preigravala najslabši scenarij, ki se lahko zgodi v Republiki Sloveniji, pomeni tudi napad na Republiko Slovenijo. Če bo potrebno, da imamo ta znanja, da lahko v naši lokalni skupnosti kaj pomagamo. Jaz upam, da tudi mi preko naših letnih usposabljanj, ki jih imamo, se držimo tako sredstva komuniciranja, tudi vojaško strokovnih usposabljanj v organizaciji zveze, skupaj sodelujemo na prireditvah Slovenske vojske, dogodki Slovenske vojske in konec koncev tudi z našo deležitvijo na prireditvah ob obletnicah takšnih pomembnih dogodkov, ker se prikažemo v uniformi, ker jo mladi pa te vidijo samo nas. Mi se bomo, to so bila naša dela, mi se trudimo tudi tako v okviru lokalne skupnosti, kot v okviru zveze z našim sodelovanjem, kar nekaj na vseki delamo v organih zveze, da majori Šopru nagajamo na kakšnih predsedstvih, tako da mu poniramo ali pa potrjujemo. Tako da se trudimo z našim delom res prispevamo k tem, da se ta zavest tudi o pomembnosti te organizacije širi in da se tudi zavedajo. Tako da z občino imamo kar dobro odnose. Nadzorni odbor se je na svoji 5. redni seji dne 18.2.2025 seznanil s poročilom o delu Občinskega združenja slovenskih častnikov Koper ter pregledal finančne dokumente in finančno poslovanje za celo leto 2024. Ugotovil je, da se leto vodi v skladu z računovodskimi standardi. Verifikacijska komisija je na podlagi prisotnosti članov združenja ugotovila, skladno s 17. členom statuta OZSČ Koper, ki določa, če do ure, ki je določena z vabilom za sklic konference oziroma po preteku 30 minut, po tej uri konferenci ne prisostvuje polovica članov in konferenca sklepčna, če je prisotno najmanj 10 članov. Po poteku tega časa konferenca odloča z večino prisotnih članov na konferenci. Imamo našega Ljubota Benevola, v okviru naše organizacije je tisti, ki objavlja članke na spletni strani, ki tukaj vidimo. Naša organizacija je ena med pridnimi, bomo rekel, v Sloveniji, lani smo 25 člankov objavili na naši spletni strani, medtem ko pa objavlja on, pa gospod Zavaš in tudi za druge organizacije po Sloveniji. Mislim, da je skrajni čas, da razmislimo o uvedbi služenja obveznega roka. Šel predlog na višje organe, ta predlog, da podpremo to usposabljanje slovenske mladine. Mi bomo v naš program dela to dali, mi pa, kar se tiče našega občinskega združenja, da imamo tistih par klasičnih točk, vojaško strokovno usposabljanje, udeležba na tekmovanjih z vojaško puško, pištolo, tako naprej, ki jih organizira ali naša zveza, ali pa Slovenska vojska, ali pa kolegi iz Gorice, oziroma tudi Italijani. Zajemno stoji Slovenske vojske v našem lokostrelskem tekmovanju. Letos bo 12. aprila, že 30-tič, prav bilo, če boste imeli čas, da ležite v sobote, to v prostorih vojašnice Slovenskih pomorščakov v Karanu. Bomo še naprej delali organih zveze, še naprej se bomo udeleževali naših dogodkov, proslav in kjer bomo bili povabljeni strih domoljubnih in veteranskih organizacij. Moram reči, da imamo zelo dobro sodelovanje z Zvezo veteranov območnega združenja Slovenska Istra, Valter, tudi naš Šal, Slovensko vojsko z občino, ko se rekel, jaz upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Tudi naša generacija pripomore k obrambi domovine, če bo kdaj to treba. Je pa treba načrtovati služenje vojnega roka, služite. Mi, častniki, podčastniki, člani našega združenja, moramo biti tisti, ko smo v oporu Slovenski vojski. Pa od te politike skoraj zahtevati, na kak način bomo pridobili čim več mladih v naše sredine. Vaša organizacija je ena boljših v Sloveniji in s vašim sekretarjem, pa predsednikom, pa vodstvom sodelujemo že od 92. leta, z Bojana sva
dva člana predsedstva od 92 leta naprej. Mislim, da sodelujemo zelo dobro v upanju in želji, da bo tako tudi naprej. Izredno pohvalo. Pohvala je strani zveze, da sodelujete z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami. Toliko še enkrat vsem nagrajencem iskrene čestitke, vsem vam pa vašim družinam pa želim obilo zdravja in čim več se vključujte in predlagajte boljše rešitve za našo organizacijo. Hvala lepa. V imenu predsednika Združenja protifašistov, borcev in za vrednote narodno-osvobodilnega boja in veteranov Koper pozdravil to konferenco in vas vse skupaj še enkrat pozdravil in konferenco in vse člane posebej. Naš predsednik Vodopivec zelo ceni sodelovanje z občinskim Združenjem slovenskih častnikov, še posebej, kadar imamo razne prireditve, ki so spomini na težke čase narodno-osvobodilnega boja. No, jaz vam še enkrat čestitam vsem tistim, ki ste dobili priznanja in vas lepo še enkrat pozdravim v imenu našega predsednika. Hvala lepa. Slovenska vojska bo še naprej podpirala Zvezo slovenskih častnikov pač v aktivnosti, katere smo zdaj podpirali. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in veseli pa me takšno razmišljanje v glavnem ponovno služenje vojaškega roka, to je naša pobožna želja vsakega vojaka, stalno zaposlenega. To si želimo in upamo tudi, da bomo enkrat to dosegli. Hvala. Slava jim. Slava jim.